Marko Sluga, ekonomist in pravnik, športnik, zbiratelj. Delal je po vsem svetu, predvsem na področju računalništva. S športom se ukvarja že od mladosti. Treniral je rokomet, tenis, namizni tenis. Njegova velika ljubezen je atletika. Še posebej se je posveča zdaj, ko je veteran. Je državni rekorder v skoku v višino v svoji kategoriji. Rad ima umetnost, pohvali se lahko z izjemno zbirko biedermajerskega pohištva in umetniških slik. Moje otroštvo je bilo, bi rekel, zelo lepo. Moj oče je bil odvetnik na Ptuju. V sedanjem muzik kafeju smo stanovali in imeli smo služkinjo, ki se je praktično največ z mano ukvarjala, tako da je bila moja druga mama, Krista. In imeli smo tudi psa in smo se sprehajali po Ptujskem parku, se še zdaj spomnim, da pes pa jaz pa Krista je bilo zelo, bi rekel, lepo. Ta romantika se je seveda prekinila leta 1941, ko so prišli Nemci in ker je moj oče bil, kako bi rekel, zaveden Slovenc, on je bil recimo ustanovitelj šahovskega kluba Ptuj, so ga smeli na listi za pregnat in so nas izselili v Srbijo. Tako da smo bili 4,5–5 let v Srbiji in sicer najprej v Ribarski banji. Malo sem poskušal v šolo hoditi, kar se pa ni dosti posrečilo, zato ker sem prvi razred sem hodil, meni se zdi 14 dni, pol so pa učitelja ubili, pa je bilo konc šole, pol drugi razred sem hodil mesec ali nekaj tajega, 2, pol so pa šolo zažgali, da je spet bilo konc šole. Tako da me je v bistvu opismeno me je en izgnanc, en 16-letni fant, ki me je naučil pisati in čitati. Tako da sem imel bolj tako pomanjkljivo izobrazbo. No in pol so nas pa leta 1943 preselili v Požarevac oziroma v Zabelo. To so bili pa največji zapori v Srbiji. So še danes, mislim, to je 4 km od Požarevca. In tam je bilo pa tudi čisto v redu, moram reči, za mene, ker je bilo polno otrok. Mi smo drugače rasli kot danes, mi smo rasli na cesti, na dvorišču, da je komaj si čakal, da zgineš zjutraj dol. Šolo sem hodil v Požarevac, v isto šolo kot Milošević, samo on je malo za mano hodil, mlajši bil. No in tam sem pa kar nekako končal pol en razred čisto, pa pol 4. razred je bilo tudi 5–6 mesecev, pa so pa Rumci prišli, ki so nas osvobodili. Tako da, to se pravi, to osnovno šolanje je bilo tak, no. Takrat sem bil star 10 let, leta 45, in sem se vpisal v Ptujsko gimnazijo. Nisem imel nobenih posebnih načrtov, glavni problem od začetka sem imel, to ni bilo knjig, ni bilo ničesa, in smo vse pisati morali, Zdaj pa jaz sem pisal zelo hitro v cirilici, ne pa v latinici, Tako da imam še zdaj zvezke, ki sem pol leta pisal slovensko v cirilici. Sem mogel tako hitro latinico pisati. Bolj sem se level v navado, In takrat nisem imel neke predstave, kaj bi bil. Sem bil dosti premlad, 10–12 let. Mi smo imeli tudi malo to čudno varianto, mi smo malo maturo delali po 3 razredih gimnazije, Pol smo se vpisali v višjo gimnazijo, kar je bilo spet ista gimnazija, ampak tisto je trajalo pa pol 5 let, ker so pol nadomestili tisto 1 leto. Tako da maturiral sem leta 53, tako da drugo leto imam 70-letnico mature. Pol je moj oče je želel, da bi ga nasledil v pisarni in sem se vpisal na pravo v Ljubljani, ki sem ga absolviral leta 57. Ampak začel sem se z športom ukvarjati in to z atletiko. Je prišel ta znani mariborski trener Zdeno Vahtar na Ptuj, pa nas je tam malo gledal, kak smo kaj. In nas je 3 zbral, da nas je vpisal v Branik.
No in sem začel pri Braniku in tam je zdajno ugotovil, da sem pač zelo vsestranski, kopije sem vrgel tam skoraj 50, ne, brez treninga, kar ga je začudilo. Sem rekel, ja, veš kaj, mi smo vsako leto en voz kamenja čez Dravo zmetali, da imam šus. No in pol sem pač začel z atletiko. Po njegovem bi rekel, tu najprej pri Braniku, ne, pol pa, ko sem šel v Ljubljano, sem se pa vpisal v Žak Ljubljana. S tem, da sem pa na Ptuju prej že igral pa par let rokomet. Rokomet smo bili pa zelo dobri, smo bili prvaki Slovenije, gimnazija Ptuj. Zupanc nas je še tudi bil z nami, ki je tudi znam Ptujčan, tudi že malo starejši. No in pol sem še v Ljubljani nekaj časa igral rokomet, sem kombiniral z atletiko, ampak to ni šlo, ne. Kljub temu, da smo v rokometu bili prvaki vzhodne jugoslovanske lige, ne, sem pol se čist na atletiko prešaltal. No in tam sem pol bil v državni reprezentanci kot mladinc za zapreke. Nekako zapreke so mi zelo dobro ležale. No in sem pol z to atletiko in študijem nadaljeval in sem se potem leta 1957 vpisal na ekonomsko fakulteto, ker sem hotel malo očetu pobegniti iz pisarne. No, leta 1961 sem diplomiral na ekonomski fakulteti in sem se zaposlil potem kot ekonomist pri Intertradu, to je podjetje za mednarodno trgovino. Ja, pri Intertradu pravzaprav sem zelo, bi rekel, je bilo to ena dejavnost, ki mi je ležala, ne. In mednarodna trgovina, ne. Začel sem delati v oddelku za Indijo, ne. V glavnem sem tam potem dobro kariero naredil, so me hteli poslati v Indijo. Ampak sem slučajno pa na televiziji videl eno oddajo o IBM-u, o njihovem šolanju v Nemčiji in tako naprej. In sem pol se malo posvetoval z finančnim direktorjem, gospodom Knopom, ki je bil, bi rekel, en zelo pametno razmišljajoč človek. In on mi je svetoval in rekel, veš kaj, slugec, če ti to leži, ne idi v Indijo. Tam boš se čisto odtujal. Ko priješ nazaj, sploh ne boš vedel, kaj se v Jugoslaviji dogaja, ker to je čisto drugače. Tam si bil pa 4 ali pa 8 let, ne. Rajši pojdi v IBM. Pa me je poslal v šolo v Sindelfingen v Nemčiji. Tam sem pol se izšolal za sistemskega inženirja in mislim, da je to bila zelo pametna odločitev, ker sem potem zelo hitro napredoval. Najprej sem bil v Radovljici, sem ustanovil šolo IBM-a, ki je še danes v Radovljici, in sem tisto šolo organiziral v hotelu Grajski dvor. Je bila ta boljša šola na vzhodu, ne? Res kvalitetno šolanje. In pol sem šel pa za salesmana. Tam sem bil zelo uspešen, sem dobil tudi prve nagrade, kot najboljši, recimo, sem največ prodal, ne. In pol me je pa leta 1969 direktor IBM-a iz Dunaja povabil, da pridem v Nemčijo. On je tam ustanovil firmo in ker sem pač z njim se zelo dobro razumel, pa sem vedel, da bo to v redu zadeva. In smo pač, sem še preselil v Nemčijo in sem od takrat, to se pravi od 1969, pa praktično še do danes v Nemčiji, s tem, da sem najprej bil direktor predstavništva v Düsseldorfu in sem tam pač imel ta Nordrhein-Westfalen, ne, to področje sem delal, tako da sem imel zelo dobre stranke. In pol smo pa razmišljali, da bi počasi v Jugoslaviji začeli z kakšno opremo, ki je pa IBM nima, ne? In sem se pogovarjal z firmo MDS, to je Mohawk Data Sciences, ki je imela specialne naprave za zajemanje podatkov.
ki so bili seveda takrat izredno važni. Ne. In sem pol prešal to in sem šel nazaj v Slovenijo v bistvu. Zdaj smo z Metalko sklenili pogodbo o zastopanju in smo tam pač pridobili nekaj zelo kvalitetnih ljudi in smo bili zelo uspešni, praktično iz nič, oziroma 3 ljudi, ki so začeli to, ne, smo prišli na njih 250-300 ljudi, 25 predstavništev po celi Jugoslaviji, ne. In tak, da je bila ta jugoslovanski posel je bil izredno uspešen. Zraven sem pa še imel pa ta druga zastopstva, recimo Egipt, sem imel zelo dosti posla, v Rusiji sem imel velike posle, nekaj v Severni Afriki, Tunis, Maroko, Alžirija. Tako da moram reči, da je bilo včasih malo naporno, ker sem bil po 200 dni na leto na poti.